A bi delal to za 100 € na mesec. Zdaj si pa gremo mi pogledat, kako delajo čaj. Jaz sva Žanom prišla tule. Žan je izbral, da greva pogledat Somerset, en izmed najstarejših podjetij za proizvodnjo čaja, tako da... Gremo pogledat. Evo, mi smo se že zbudila in sva kar prišla na eno turo. Nobena nič ni vprašal, mi smo se kar usedla in to je to. Nič ne niso vprašali, samo rekli pa so valjda, da ne smem noter v tovarni snemati. Valjda, da ne bodo dovolili, da se pokaže svinarijo, ki jo imajo noter v tovarni. Tako da, ja, ne vem, takole zdaj izgleda ta tura. Evo, zdaj se morava oblečiti v tole, ker drugače ne moreš iti noter v proizvodnjo. Zdaj pa zagotovo proizvodnjo ne smemo snemati, ker pač bova pol povedala zakaj, ampak vsi vemo, da noben tak, ko ima poceni delovno silo, ti ne dovoli, da boš ti gledal proizvodnjo. So you can taste it from like white tea to that side, like. Čeprav, če sem iskrena, jaz sem ful dobra v degustaciji vin. Ne vem še, kak mi gre čaj, tako da bomo videli. Ampak načeloma za vina sem pa specializirana. In kaj pravi zdaj tle? Ja, pač, da imaš v glavnem od belega, najbolj belega čaja, lahko degustiramo vse do črnega čaja. Da so tvoje nekaj najboljše. Ta je najboljši in tudi valjda najdražji. V glavnem, zdaj narediš takole, zajameš čaj. Daš ga takole noter si. Še možeko? Še možeko dam, seveda. Se pravi, to je najmanj nepredelan čaj, ne? Ta je najmanj... Ja, pač ta je najbolj bel, ja? Kaj še rekla? Ne vem. Čaj. Čaj. You have to sip it. Ne? Moramo ga sipati, ko vinčeka. Občutki so taki, da v glavnem pač v tovarni, tako sem rekla, boljš, da nočete videti, kakva je tovarna, ker je taka, kot da bi šli nekako daleč do v Jugoslavijo, v neke stare tovarne. 200 let stare mašine so, ne? 200 let stare mašine so in ko vidiš, v kakih nehigieničnih pogojih je čaj delan, si mal tak, oni bosi hodijo, oni niso nič zaščiteni, to ni nikjer nič, a veš, čistil in čistoče, pač to ni, to je vse to po domač nared, da je to katastrofa. Je pa produkcija vsa k nam, valjda, oni vse izvažajo k nam. Mi smo zdaj tule dejansko probali pač različne čaje, ne? In ugotovila sem, da najbolj všeč so mi teteli, ko so kao sicer najslabše kvalitete, ampak to zato, ker niso več toliko fejst močni, to so vse črni čaj in so full fejst močni. Običajno jih mi valjda z mlekom pijemo. Sploh tele. Sploh tele, ki so najbolj črni, no ti so toliko grenki, da ga niti probati ne morem, ker me je čist stresel. Ampak ja, overall je bilo pa zanimivo, ena izkušnja več, zdaj veva, kako je čaj nared, kakva je produkcija. Ja, zdaj greva še na... Zdaj greva pa še na plantažo. Zdaj bomo pa šli pogledat plantažo in lahko bomo baje tudi mi malo obirali čaj, tako da bomo videli. Ok, zdaj bomo pa šli pobirati čaj, točno tako, kakor ga te ženske tu za manj kot 100 € na mesec. Evo, Žan tole vse dobil gor, evo ga, au, našac primi. Klara? Wow! A to je to? Ja. O, Jezus. V bistvu oni nosijo vse to z hrbtom. Z glavo. Evo, in zdaj nas gospe peljejo pobirati tale čaj. Nas bojo naučile, koliko se lahko pobira, kaj se ne sme pobirati. Zdaj smo praktično pravi ti plakerji. Tole je zelo neudobno imeti na glavi, oprosti. Fino, je? Ne, ni fino. Drugač tale firma ima, koliko smo rekla? 400 hektarjev. 400 hektarov teh čajevih nasadov, plantaž. To je kar velik. Ja. Evo, zdaj pa gremo tu noter v... Aha, that's it. Zdaj pa gospa, kar tako pobira. Očitno je treba pobirati samo tele ta zgornje čaje, ne? Ta zgornje, ta zelene. In ko ima polno pestih, kar vrže zadnji v in zdaj bo kar vrga noter. Zdaj moramo pa še mi dva. Ok. To moraš capa.
Ha? To moraš hitro, cap, cap, cap. A bi delal to za 100 € na mesec? Ne bi. Možek, a gre? No, daj se še malo potrudi. No, daj naredi še malo, no. Šaci. Čakaj, da sem tako priden, da lahko pridem noter bolj. A sem vam omenila, da so te ženske bose, kot tele delajo? Nisem, ne. Wow. To se ne konča, teh plantaž se dejansko ne konča. Zdaj, če sem čisti iskren, bom povedal, da to zame delo glih ni. Ni mi najbolj všeč. Moram preveč hitro delati tole. Klari pa kar gre, vidimo. Klara pa kar uživa v temu. Uživa za pol ure. Zdaj ne vem, je to kako tekmovanje, ker vsi tako hitro delajo, jaz sem zdaj malo počasen. Upam, da dobim se kak poftiš ali pa kaj takega. Ne, žena? Ja. Zdaj, če nama ne rata v življenju, lahko vseeno greva sem delati. To zdaj po moje prepočasna. Ampak ta kapa ti zelo paše. Dej no. Fun fact je, da... Mislim, ni glih fan. Ja, sploh ni fun, v bistvu. Žalostni fact. V bistvu dejstvo je, da te ženske tukaj, ko to delajo, pa ne samo ženske, vsi delavci v čajni proizvodnji, nimajo praznikov, nimajo vikendov, delajo 24 ur na dan, 365 dni v letu, tudi če zbolijo, tudi če je dež, tudi če ful piha, Ni plačane bolniške. Nič, oni morajo skozi delati, vsakih 7 dni zraste nov tale listek, ko ga je treba obrati. Več kot 400 ljudi dela tukaj. Samo na plantaži. Samo na plantaži, se pravi za, kaj smo rekli, za pest riža, pa hvala lepa. Ker dejansko za 100 € tukaj dobijo glih pest riža. Ko je Klara rekla, da zraste vsi ti zeleni, ki jih mi potrgamo, evo, teli svetlo zeleni, čez en teden bo že novi za potrgati spet. Ne? In če oni to čisto posekajo do korenin, tole drevo, ta grm, v 30 dneh oziroma 45 dneh zraste nov in ga lahko spet grejo plakati. Evo, mi smo nabrali, koliko smo imeli. Tak, zdaj smo izkusili, kako to izgleda in ne, dejansko ful ni enostavno delo. Pač sej ni fizično težko. Drugače, gospe imajo normo 60 kg na dan, to naberejo. Torej 20 kg zjutraj, 20 kg popoldan, pa 20 kg popoldan. Ja, ker ta ena vreča je 10 kg. Čist polna, ja? Ja. 6 takih polnih vreč morajo nabrati, pa so kao plačne vsak dan. Torej, recimo... Vsak dan dobijo, koliko smo rekli, 3 €. Zdaj bomo pa dali gospe. Opa, Klara! A? Pridna. Wow. Kaj si ti naredil, kaj sploh? Jaz sem bolj malo nabral. Tak, zdaj pa gremo dalje. Zdaj pa gremo dalje, zdaj pa baje, gremo narediti svoj čaj ali nekaj takega, Nekaj takega bomo videli. Tako je. Zdaj sploh ne vem, če vi vidite kaka velika polja, res nasadi so teh čaja, nerealno. Ne vem, če se sploh dobro vidi. Evo, in tole je vstop v njihovo čajnico, Somerset. Tako da zdaj pa pridemo tu v to razkošje, ko se vidi, koliko oni zaslužijo od tega čaja. Zdaj imamo pa še malo čajčija, bomo pili. Zdaj vam bom pokazala, kako večja večina Šrilanke dejansko živi. Kako izgledajo njihove hiše, tako da pojdimo si pogledati, pa ja, sem jim plačala, da lahko tole posnamem. Zdaj ste imeli možnost videti, kako si ti ljudje služijo kruh, no zdaj pa si pogledamo, kako spijo, v kakšni situaciji živijo. Tole je ena taka skromna otroška sobica, kjer tudi starši spijo, in kuhinja. Pa zdaj druga hiška, ko ni niti iz ciglov narejena, ampak res skupaj zbita z lesa. V tej skromni hiški živi mami z 3 otroci. Kot vidite, tole je vse en spalen prostor, vsi spijo skupaj, tole je pa kuhanca. Sprašvala sva se, kako oni preživijo, ko so deževna obdobja in ker jim tole mora vse noter zamakati. Kako je to takrat? Da ko rečejo Slovenci, da živijo v slabih razmerih, jaz mislim, da niso še pol tole videli, ne. Treba se vedno sezuj pred vsako hišo, teda šat sezuj se, prosim. Opazila sva, da ogromno ljudi spi in v bistvu biva v enem prostoru, kar si mogoče mi sploh to ne znamo predstavljati, da bi spali starši. Halo. Evo, tukaj pa je njihova dnevna sobica.
Malo pogledamo, da niti nobene streha, ne vem, če vidite. Se vidi, ja. Nima niti nobene izolacije, ne? Vidite, nimajo nobenih vrat. Levo, desno so take spalnice in tole je kuhinja. Kuhinja. Evo, tako pa izgleda njihova kuhinja. Pa potem... in zadnji vrt. Joj. Se ne rečemo, ne? Vrt je ful lep, pa imajo palme, pa kokus. Yes. Kokuse imajo, ne? This? Washroom. No, tamle je pa kopalnica. Ne želi, da pokažemo kopalnico, vendar ja, kopalnica je zunaj. Je pa bila tale gospa res zelo prijazna, da nama je odprla vrata svojega doma, da sva lahko takole pogledala. Kot vidite, pač so te hiše zelo slabo izolirane, sploh nima nobenih oken, ne vrat, ne nič. No, zdaj smo lahko v bistvu ugotovili, da večinoma WC in stranišča so takole v zuni, a ne? In to ne bi bilo najbolj prijetno, da te sred noči prime lulati in moraš iti na stranišče, a ne? Nam je pa ful, tako sva se Žanom pogovarjala pa to, pa jaz sem zdaj ful obščinstva tule v zadnji. Say hello! Hi. 80% so v biti take hiše. Imaš zelo, zelo bogate, ampak večja večina je pa tole, ne? Evo, in takole pa zgleda stranišče, take smo mi včasih imeli. Potem pač vodo potegneš z tem, da v tale čebrček daš vodo in ja, to je to. Ampak na koncu dneva sva ugotovila, da mogoče pa le ne potrebuješ ogromnih vili, ne vem kaj še vse, da pač eni hiški rečeš dom. In v biti to je njihov dom.